Lep pozdrav v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje, spoštovane gledalke in gledalci. Tokrat vam bomo predstavili stensko poslikavo ali muralo, ki jo je ustvaril Tomaž Milač, nekje na poti med knjižnico, Pokrajinskim muzejem proti umetniški četrti. Pa poglejmo, kako je bilo. Na otvoritvi murala velike stenske poslikave celjskega slikarja Tomaža Milača, ki so jo pripravili v petek 28. oktobra, se je zbralo lepo število ljubiteljev likovne umetnosti ter prijateljev Tomaža Milača. Velika stenska poslikava mural domuje na steni, kjer ima Pokrajinski muzej svoje prostore in depo, na okopih 4, nasproti stare grofije. Torej na prehodu med muzejskim trgom in umetniško četrtjo v Celju. Gre resnično za veliko, prvo tovrstno urbano stensko poslikavo v središču Celja. Njene dimenzije so kar 12 metrov v dolžino in 6 metrov v višino in, tako kot druge podobne likovne intervencije na zidovih stavb, podhodih ali drugih javnih površinah urbanih središč, izražajo duh časa, obenem pa prispevajo k večji in izrazitejši prepoznavnosti posameznega kraja. Slikar in likovni pedagog Tomaž Milač je pričujoči mural ustvaril s finančno pomočjo Zavoda Celeja Celje na osnovi izbora na javnem pozivu za promocijo celjske ustvarjalnosti v mestu in o podpori Mestne občine Celje. V njem pa, kot so zapisali v spremni besedi, združuje prepoznavne like celjske in slovenske zgodovine, ki jih je slikar vpletel v fantazijsko krajino in jim dodal sodobne poudarke. Neka mešanca zgodovine in v bistvu sodobnosti in je nekako zmešana in v bistvu na nek sistem kolaža, recimo so neki fragmenti, in s tem sem probal malo doseči recimo neko kompleksnost, da ni zgodba mogoče tako ostra, ampak da si ljudje vedno probajo malo nekaj predstavljati in probajo nekaj poiskati in da malo raziskujejo po sliki. Kako pa je avtorju vzniknila ideja in kje je našel vzgib za tovrstno poslikavo? Mi slikarji načeloma vedno delamo v ateljeju, torej znotraj in smo malo skriti in mogoče navidezno nedostopni. Tokrat sem se pa odločil, da bi šel ven in da bi ljudje lahko videli, da bi imeli kot neke vrste odprto galerijo. In vsekakor mi je bilo zabavno delati zunaj, saj je veliko komunikacije bilo, neke interakcije z ljudmi, mimoidočimi in nekako sem se tudi polnil svojo energijo z njimi, z mimoidočimi, ker so lepo sprejeli kot mene in stvaritev, ki je nastala. Poslikava tako velike stene, torej 12x6 metrov, je trajala kar mesec dni. Pri tem je Tomažu Milaču kot asistentka pomagala njegova učenka slikarstva, sicer študentka Nina Šafranko. Poslikava pa je avtorju zagotovo predstavljala kar zahteven tehnični in logistični izziv. Sem se prijavil na razpis Zavod Celeja, ker so me odobrili, ker so videli v tem pač dobro idejo. In potem, ko so mi odobrili, sem se pa takoj mogel lotiti pač tehničnih problemov, ki jih je bilo kar nekaj. Seveda, to je bil oder in oder, pač lestve, potem tudi barve od sprejev, pa zunanjo fasadnih akrilnih barv, neka kombinacija. Potem seveda iz same ideje, iz skice je pa to prišlo na to steno in to skico je bilo treba tudi prenesiti na to steno, ki je velika, v nekem razmerju seveda. In vsekakor, sem nekako, bom rekel, uspel, no. Ni bilo pa lahko, ker je v bistvu ta stena približno 6 metrov višine ima, pa okoli 12 metrov širine, tako da se mi zdi, no, da mi je uspel, no. Pričujoči mural pa bo zanesljivo obogatil likovno podobo našega mesta kot njegova dodana vrednost. Mislim, da smo že vsi po tujini videli tovrstne murale oziroma stenske poslikave in vsekakor si tudi zaželel, da bi pa mi v Celju imeli eno takšno stvaritev, v kateri bi lahko, ne vem, ljudje se nekje prepoznali in bili v bistvu
deležni nekih sodobnih umetniških praks tudi v Celju. In jaz upam, da bojo, mislim, vsaj do zdaj sem imel pozitivne odzive. In tako da ja, še enkrat, mislim, bi se pa tudi rad na tem mestu še zahvalil. Tudi sem imel tudi pomoč, mlado mojo asistentko Nina Šefranko mi je tudi tu pomagala, no, tako da pa seveda moram se tudi zahvaliti tudi, ne, da so mi omogočili vsi, kot mislim, mestna občina, seveda Zavod Celeja, ne, in potem tudi pokrajinski muzej, da so imeli posluh, da so nekako verjeli, da bo iz tega nekaj ratalo. Ta mural je naslikan na steni, v kateri ima pokrajinski muzej Celje, ima svoje delavnice in pa svoje depojske prostore. Mi smo seveda takoj podprli, steno smo nedavno tega smo na novo uredili, prebelili in seveda je kot nalašč za to, da bi nekdo lahko vandale, ki jih žal še vedno imamo v Celju preveč, z neprimernimi grafiti porisov. Zato smo se odzvali na pobudo gospoda Milača, ki je predlagal, da bi tukaj na steni naslikal mural. Mi smo seveda bili takoj za, s tem, da smo seveda zaprosili za mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki je seveda potrdil to, tudi skice, tudi mi v muzeju smo se z njimi strinjali. Lahko rečem, da so danes, ko jih gledam, so še izpadle boljše, kakor so bile na teh. Drugače pa to je neka nova dodana vrednost v mestu Celje. Jaz verjamem, da bomo še kakšno steno na mestu z reklamnimi plakati različnih multinacionalk okrasili s takimi grafiti, ki bojo tako kot ta umetniški in seveda imeli neko posebno dodano vrednost. Saj vemo, po svetu, po Evropi, ko jih gledamo, nekateri so resnično dragoceni. Ne bi tukaj posebej izpostavljal Banksija kot svetovno znanega uličnega umetnika, vendar jaz mislim, da koliko sem gledal, da je gospod Milač na dobri poti. Kako pa je avtor Tomaž Milač sedaj, ko je mural končan in postavljen na ogled, zadovoljen in kako ga ocenjuje na Zavodu Celeja Celje, saj je bil postavljen z njihovo pomočjo na osnovi razpisa? Vedno sem si želel, da bi pustil nek vtis v bistvu v jedru, v centru Celja in me veseli, da so ljudje sprejeli to sliko in da nekako uživajo in da je ta cilj bil moj izpolnjen. Mi smo zelo veseli, da je Tomaž Milač uresničil projekt, ki ga je prijavil na naš zavod. Torej gre za poziv v bistvu celjskim umetnikom in umetnicam, da nekako v bistvu oživijo celjsko mestno jedro. Tako da ja, prva takšna velika stenska poslikava, ki ji pravimo mural, poleg seveda grafiti strita, ki ga imamo malo na drugem koncu Celja, ampak je to vrstna tako velika urbana poslikava po kar mnogih desetletjih nastala v Celju, tako da vsekakor gre za neko oživljanje tule mestnega središča. S to likovno intervencijo seveda kaže na to, da imamo umetnost živo pri nas in tudi v bistvu nahaja se na poti iz v bistvu tega muzejskega dela, dela knjižnice, potem do umetniške četrti. Tako da že v bistvu nakazuje to celjsko ustvarjalnost na poti od enega dela mesta do v bistvu tega najbolj ustvarjalnega dela Celja. Tomaž Milač, sicer samozaposlen v kulturi, je znano slikarsko ime v Celju. Poznamo ga iz številnih samostojnih in skupinskih razstavah, tako doma kot tudi v tujini, saj je v slikarskih krogih že uveljavljeno ime. Po končani srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani je slikarstvo študiral na Visoki šoli slikarstva Art House College for Visual Art v Ljubljani ter nato končal še pedagoške izpite na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Do sedaj je razstavljal na več samostojnih razstavah v Sloveniji ter na več skupinskih razstavah prav tako po Sloveniji ter v Avstriji, Italiji, Srbiji, Grčiji in v Angliji. Njegov mural ali velika stenska poslikava pa je vsekakor vredna vaše pozornosti in ko boste zavili na Celjski muzejski trg, si jo le oglejte. Nas pa je ob tem seveda zanimalo še, ali si lahko v našem mestu kaj podobnega še obetamo. Si lahko v bodoče nadejamo še podobnih likovnih intervencij na javnih površinah? Vsekakor upam, ker moram reči, ja, da tudi kot je bil za mene izziv in sem tudi videl, da je recimo ena malo druga izkušnja,
biti zunaj in dati vpogled tako na ulico vsem, ne. Tako da jaz upam, da bomo še kaj tako naredili, ne, če bojo te, kako bi rekel, če bomo vsi za stvar, pa ne bo problemov. Ja, jaz upam, da. Mestna občina Celje je tudi podprla ta projekt, zato jaz verjamem, da bo tudi naslednji, da bo dobilo. Res je, da sredstva, ki smo jih dali, so bila relativno mala, glede na to, da kakšni iztržek je. Ja, no, seveda, mislim, mi si želimo, da bi Celje postalo nekako tudi v tem likovnem delu nekako tako urbano mesto in pač prepoznavno po nekih umetniških intervencijah v samem mestnem središču, tako da seveda si želimo, ampak napovedati je pa zelo težko, kaj se bo še naprej dogajalo. No, na petkovi otvoritvi 28. oktobra se je, kot se lahko vidimo, zbralo kar lepo število ljubiteljev likovne umetnosti v Celju. Vi pa si lahko to poslikavo oziroma muralo vsekakor ogledate na Okopih oziroma Muzejskem trgu. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala, da ste bili z nami in pa prav lep pozdrav do prihodnjič.